Izid vsake strokovne monografije je poseben dogodek. Priročnik Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih je izdala založba Univerze v Ljubljani, pripravili pa so ga kolegi iz oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Vesela sem, da sta z nami soavtorici priročnika, doktorica Maja Žumer in doktorica Katarina Švab, ki nas boste verjetno motivirali ne le za njegovo uporabo, temveč tudi za umestitev knjige v naše knjižnične zbirke. Maja, prosim, začnite. Lep pozdrav. Kot je bilo že napovedano, predstavlja vas kolegico Katarino Švab, knjigo Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih. Tole je naslovnica knjige. In seveda prvo vprašanje, kaj je uporabniška izkušnja? Ta pojem se pravzaprav kar dostikrat pojavi tudi nasploh. Recimo pred kratkim je bila ena reklama, storitev ta in ta vam bo izboljšala uporabniško izkušnjo. Ta, bom rekla, laični pomen večinoma pomeni izkušnja pri uporabi nečesa. Seveda v strokovnem svetu imamo bolj natančne definicije in recimo ISO o uporabniški izkušnji govori takole, da gre za posameznikove zaznave in reakcije, ki so rezultat uporabe ali pričakovane uporabe nekega proizvoda, sistema ali storitve, vključuje vsa uporabnikova čustva, prepričanja, preference, zaznave, fizične in psihološke reakcije, vedenja in dosežke pred in med uporabo ter po njej. Torej, gre očitno za občutke, mnenja in podobne stvari. Kot zanimivost pa lahko povem, da smo tudi mi pri pregledu literature o merjenju uporabniške izkušnje opazili, da tudi v raziskovalnem svetu ta definicija ni vedno upoštevana in da velikokrat članki raziskovalci dajo v naslov člankov recimo uporabniško izkušnjo, govorijo pa samo o funkcionalnosti in uporabniški prijaznosti. Iz tega seveda lahko sklepamo, da je uporabniška izkušnja kot termin trenutno zelo kul in nekaj, kar poveča vidnost našega dela. V bibliografskih informacijskih sistemih, ki so nekako fokus naše raziskave, je raziskav uporabniške izkušnje malo. Večina raziskav, in vemo, da sicer vrednotenje bibliografskih informacijskih sistemov ni nekaj novega in posebnega, se pa večinoma usmerja v uporabnost, torej funkcionalnost in uporabniško prijaznost. Uporabniška izkušnja je nekaj, kar je šele bolj v zadnjem času prišlo bolj v fokus. Tako da tega poudarka pri raziskavah, pri vrednotenju bibliografskih informacijskih sistemov še nismo zaznali, predvsem pa ni nekega sistematičnega pregleda primernih metod, ki bi jih lahko uporabili za merjenje uporabniške izkušnje. Zato smo na ARRS pred leti pripravili projekt Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah. Cilj tega projekta je bil pripraviti pregleden nabor možnih metod, jih predstaviti, vključiti napotke in nasvete za izvedbo. Pri čemer smo se zavedali, da je nekaj metod že obstoječih, nekaj pa jih bo treba prilagoditi za konkretno bibliografske informacijske sisteme, pripraviti ustrezne prevode, večina teh orodij je v angleščini in v nekaterih primerih tudi predlagati nove. In metode, najprej smo naredili pregled že obstoječih metod, potem pa zasnovali svoje in jih preizkusili in ovrednotili z zaporedjem uporabniških študij različnih bibliografskih informacijskih sistemov. V resnici je stvar taka, da tistih takih preprostih kuharskih receptov ni. Zato v knjigi, ki je rezultat tega projekta, predstavimo različne metode in za vsako omenjamo njene prednosti in omejitve.
idealnih rešitev ni nikoli. Ob tem predlagamo tudi protokole za izvedbo, torej napotke, kako naj se izvede potem ta raziskava, katere metode kombinirati, kako jih kombinirati in tudi predlogi analize pridobljenih podatkov in predstavitve teh rezultatov. S tem smo poskušali za slovensko okolje pripraviti eno publikacijo, ki bi dejansko lahko služila tudi praktikom, ki jih zanima merjenje uporabniške izkušnje v različnih bibliografskih informacijskih sistemih. Tule je ena slika vseh avtorjev in ob tej sliki predajam štafeto kolegici Katarini. Začenjam, kjer je profesor Žurova končala. V nadaljevanju bi želela predstaviti samo knjigo, njeno strukturo, tudi stvari, ki so opisane, nekatere rezultate, tako da bi začela s tem, na kakšen način je nastajala ta knjiga. Torej, najprej smo zasnovali raziskave in ker je potrebno bilo tudi pregledati vse vprašalnike, oblikovati vprašalnik, ki bo primeren za vrednotenje, za uporabniško izkušnjo v bibliografskih informacijskih sistemih. Potem smo izvedli samo raziskavo in analizirali podatke ter pripravili to publikacijo, to knjigo, kateri bom jo predstavila. Torej, najprej je bil pregled literature, vsega, kar se je našlo na to tematiko. Kot je bilo omenjeno, mnogokrat je, bom rekla, zlorabljena ta beseda uporabniška izkušnja, ker se res pojavi samo v naslovu ali pa samo v abstraktu. Potrebno je bilo izločiti tovrstne članke in se res osredotočiti tiste, ki govorijo o uporabniški izkušnji na različnih področjih. Potem smo pregledali obstoječe vprašalnike. To pomeni, da smo jih vrednotili, koliko so dejansko lahko tudi uporabni v same naše raziskave. Rezultate raziskav smo potem tudi predstavili, pripravili priporočila in pa objavili tudi vprašalnike, ki jih je moč vzeti in jih pregledati in uporabiti za raziskave tistega, ki se jih bo pač lotil. In upamo in si želimo, da bodo ti vprašalniki tudi dejansko uporabni v praksi. Morda en tak pogled, katere metode so že vse bile uporabljene za to, da se vrednoti uporabniško izkušnjo. Tako vprašalniki, so ankete, ki so najbolj pogoste, intervjuji, zapisovanje glasnega razmišljanja uporabnikov, sledenje pogledom in pa opazovanje uporabnikom pri njihovih delih, razni fiziološki pristopi, kartice reakcij in pa pisanje dnevnikov. Čim več teh metod smo tudi mi poskušali vključiti v naše raziskave. Določili smo dimenzije uporabniške izkušnje, sicer pragmatično dimenzijo, hedonično in pa čustva. Tako da smo jih na nek način smo zelo jasno opredelili, katere so te dimenzije. In vprašalnike smo predstavili v tej publikaciji, 11 vprašalnikov, iz katerih smo potem črpali navdihe, ideje, jih prevajali določene dele, tiste, kar je bilo smiselno, da uporabimo za bibliografske informacijske sisteme. Tu so samo 3, drugače v knjigi najdete tudi vseh ostalih 11. Kako smo se lotili tega? Odločili smo se, da bomo naredili raziskave v D-Libu, Europeani in Bokobisu. Najprej se je začelo z raziskavo, sledenje pogledom in pa vprašalnikov z študenti na Filozofski fakulteti. In sicer, tu smo videli tole primer metode sledenja pogledov, toplotni zemljevid.
Ugotovilo se je, da ko so primerjali uporabniki dva različna sistema, torej Europeano in pa Dolib, da so izrazili boljše zadovoljstvo, da je bila bolj pozitivna čustva z enim seveda sistemom, ker so se bolj odločili. To je bil v našem primeru, so bili udeleženci bolj zadovoljni z Europeano. Vendar v tej raziskavi ni šlo za to, da bi mi merili njihovo uporabniško izkušnjo v enem in drugem, ampak za preverjanje metod, koliko lahko metoda sledenja pogledu pomaga pri razumevanju uporabniške izkušnje. In tukaj se je ugotovilo, da je, ker je to zahtevna metoda, da je to najuporabnejša za identifikacijo specifičnih težav in tudi na stopnji razvoja uporabniške izkušnje. Potem v nadaljevanju smo uporabili še v drugih sistemih, torej naredili smo testiranje z delegiranimi nalogami v Dolibu, 69 testiranj, nekaj je bilo v živo, nekaj na spletu. Tukaj se je pa pokazalo, seveda, ker je bil en sistem, zelo so bili udeleženci zadovoljni, predvsem so ga opisovali kot koristnega, organiziranega in zanimivega, vendar spet ni bil fokus na samem vrednotenju, ampak na kakšen način bi mi to lahko čim bolj izvedeli, kakšna je njihova uporabniška izkušnja. Zato smo pripravili vprašalnik, ki je imel tri variante, in sicer pridevnike, kjer so imeli seznam pridevnikov, med katerimi so uporabniki oziroma intervjuvanci izbirali semantične diferenciale, torej nasprotne pridevnike, in pa pridevnike, kjer so jih vrednotili z lestvico strinjanja, torej koliko se strinjajo s posameznim pridevnikom. Ta raziskava je dala kar dobre rezultate, da smo videli, kje so morda tiste stvari, ki jih lahko res vrednotimo, rečemo, to pa je pomembno, da merimo uporabniško izkušnjo. Izvedli smo seveda še dve anketi v Dolibu in v Cobiss Plusu. V Dolibu smo dobili 117 odgovorov, v Cobissu 418. Rezultati, bomo rekli, uporabniške izkušnje so zadovoljni bili uporabniki, podajali so tudi konkretne komentarje za samo izboljšanje in pa kaj bi lahko v prihodnje še naredili. Torej, podali smo v rezultatih te naše znanstvene monografije priporočila, kako se lotiti, kako raziskovati uporabniško izkušnjo v bibliografskih informacijskih sistemih. Dali smo, bom rekla, zelo jasne smernice, vse priporočila, vse protokole, na kaj naj bodo raziskovalci, ki želijo, oziroma izvajalci neke take raziskave pozorni. In pa lahko rečemo, da smo dali znanstveno monografijo v slovenščini, v slovenskem jeziku, ki je, bomo rekli, prva v tem našem slovenskem prostoru, o uporabniški izkušnji v bibliografskih sistemih. Je pomoč ta knjiga knjižničarjem, da pomagajo uporabnikom, kako lažje jih seznaniti, svojim uporabnikom, da se lažje seznanijo z nekimi izzivi, s čim, kaj lahko še izboljšajo, morda za pripravo nekih vodičev, izobraževanj o digitalnih knjižnicah in knjižničnem katalogu. Torej, s tem se lahko tudi poveča uporaba storitev. Boljše poznavanje in razumevanje uporabnikov je seveda za knjižničarje izredno pomembno in tukaj lahko vidimo rezultate teh raziskav, da lažje pripravimo vsebine prilagoditve za delo, ki jih uporabniki potrebujejo. In seveda zaradi tega, ker se tudi uporabniki spreminjajo zaradi različnih, predvsem tehnoloških in pa družbenih sprememb. Knjigo priporočamo vsekakor v branje tudi zato, ker je to
priložnost za izobraževanje, izpopolnjevanje na področju nekih, bom rekla, novih, aktualnih tematik, ki se nekako obravnavajo v raziskovalnem in strokovnem bibliotekarskem izobraževanjih in pa v teh tematikah. Znanstvena monografija prikazuje nove pristope, kako izvajati tovrstne raziskave, in pa prikaz, kako prikazovati podatke, zato da se bo potem seveda vedno z željo in ciljem, da oblikujemo kakovostnejše storitve v teh sistemih. Verjamem pa, da bo potem tudi zaradi tega, če bomo izvajali več takšnih vrstnih raziskav, gledali, kakšne uporabniške izkušnje naših uporabnikov, lažje dali predloge in spodbude razvijalcem za večjo funkcionalnost in pa boljše storitve v bibliografskih informacijskih sistemih. Knjiga je dostopna v fizični obliki, lahko jo kupite v knjigarni FF, je pa dostopna tudi na spletni strani Znanstvene založbe Filozofske fakultete in jo potem lahko berete tudi na zaslonu. Hvala za vašo pozornost.